V Slovenski vojski je en velik del, pomemben, vse bolj pomemben del sestave ženskega spola. 15% je pripadnic Slovenske vojske in pred leti, ko sem prišla na to ministrstvo, je bil eden od mojih ciljev, da se tudi ženski sestavi da ustrezna pozornost in ustrezno mesto, za kar je že bilo poskrbljeno, tako z zakonodajo, kot tudi z načinom dela z našimi kolegicami v Slovenski vojski. In moram reči, da je v preteklih 2 letih in pol temu segmentu Slovenske vojske bila dana tudi še dodatna posebna pozornost, za kar se velja zahvaliti moškemu delu Slovenske vojske. Skrivnost, ki jo pa želim izdati, pa je, da bo med 2 brigadirji, ki bosta povišana 15. maja na slovesnosti v Cerkljah, tudi prva brigadirka Slovenske vojske. Res pa je, da so nekateri v javnosti pričakovali, da bi jih moralo biti več. In takrat, tisti, ki ste bili na seji odbora za obrambo, sem napovedala, da bodo vsi, ki izpolnjujejo formalne in profesionalne pogoje za napredovanje iz brigadirja v generala ali v generalskih činih, torej iz generalmajorja v general podpolkovnika, tudi prej ali slej predlagani z moje strani. In ta del svoje, bom rekla, obveznosti, ki pa jo štejem kot eno od svojih najpomembnejših odgovornosti tudi do prihodnjega razvoja Slovenske vojske in do vojaške elite v Slovenski vojski, ta del svoje odgovornosti sem opravila. Povezano je bilo bolj z dejstvom, da so mednarodne operacije in misije, kjerkoli imamo mi naše ljudi, potekajo v dokaj nevarnih okoliščinah in da se na nekaterih prostorih te okoliščine tudi slabšajo in zaostrujejo. Nikoli ne moramo z veliko gotovostjo napovedati, da bodo naši ljudje varno in predvsem vsi zdravi in živi prišli nazaj domov. Zato se vsi skupaj zavedamo in tudi predsednik vlade, da je treba posvetiti veliko pozornosti varnosti naših vojakov na mednarodnih operacijah in misijah. Hkrati se je pa treba tudi zavedati, da ti naši ljudje delajo v nepredvidljivih in težkih okoliščinah. Javnost se včasih tega ne zaveda povsem, v vladi pa se teh okoliščin zavedamo, zato tudi vsak teden poročam o stanju v Afganistanu na sejah vlade. Poročam tudi, če prihaja do sprememb na Kosovu in Slovenska vojska na Kosovu prevzema vedno več, tudi vedno težjih odgovornosti. In vsi skupaj se pa zavedamo, da se odpirajo nova konfliktna območja, bodisi v Severni Afriki, bodisi v Pakistanu, zaradi katerih moramo biti tudi z vidika varnosti naših vojakov na vseh mednarodnih operacijah in misijah še prav posebej pozorni in zaskrbljeni za njihovo varnost. In s tem, torej z varnostjo teh naših ljudi v tujini, je bila povezana pripomba predsednika vlade. Nekaj teh želja je napisanih v resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske, ki je bila v lanskem letu za veliko podporo tudi sprejeta v Državnem zboru. Gre za dokument, ki govori o razvoju Slovenske vojske do leta 2025, se pravi, bodočih 20 let je skritih v bodočih 15 letih tudi. In ena ključnih želja s tem v zvezi je, da bi Slovenska vojska ohranila in nadgradila svoj bojni karakter. Imela ga je v času osamosvajanja Slovenije, gradila ga je vseh teh preteklih 20 let, četudi smo v tem trenutku v razmerah gospodarske in finančne krize, ne smemo pozabiti, da mora država, tako kot je 20 let vedela, da mora za zagotovitev svoje suverenosti imeti tudi zagotovljeno vojaško obrambo, se mora tega zavedati kljub vsem kriznim situacijam tudi za prihodnost. Torej, Slovenska vojska mora ohraniti in nadgraditi bojni karakter. Jaz upam, da bo država našla toliko modrosti in toliko virov, da bo vzdrževala vojsko,
Slovenija si zasluži dobro vojsko in mislim, da dobro vojsko lahko tudi vzdržuje. Ne rabi biti velika, lahko pa je profesionalno dobro opremljena in takšna, da je vredna svojega imena.